Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v mojo družbo. Danes se bomo pogovarjali, kako kar najbolje začeti svoj dan, glede na vaše število življenjske poti. Prvi del oddaje bo nekoliko splošen, drugi del oddaje pa bomo naredili pregled vašega seštevka rojstnega datuma. Takoj na začetku bom pa opozorila, imamo 5 osebnih števil. Zračunamo jih z imena, priimka in rojstnega datuma. Torej, to so samo splošne smernice. Tisti, ki imate denimo število življenjske poti 1, ki je zelo energično in dinamično, za vas se predvideva seveda, da zjutraj kar skočite iz postelje, ni nujno. Če imate ostala osebna števila, recimo 4 ali 7, mogoče zjutraj malo težje zakurbljate. Torej, kako kar najbolje zjutraj se zagnati? Pravijo, da se jutro prične pravzaprav en večer prej. Torej, če gledamo grozljivke, če smo po konci do 3 zjutraj, če v sredi noči pijemo Coca-Colo, ob 6 zvečer močno kavo, nam je seveda logično, da bo naše spanje najmanj slabše, kot bi lahko bilo. Spomni se pred leti v Oprini oddaji, ko je govorila o čokoladi, ki jo običajno dobimo v hotelih, ki je na polštrčku, kako zelo nam lahko že to moti spanje. Je že res, da po vsej verjetnosti nas čokolada ne bo ohranila budne, bo pa kvaliteto našega spanja zagotovo skazila. Torej, na splošno velja, da proti večeru se čim bolj relaksirate, ampak kaj mi ponavadi počnemo? Gledamo filme ali izbirate stvari, ki vas sprostijo, ki vas morda celo navdihnejo, ali gledamo akcijske filme, kjer frčijo avtomobili po zraku, kjer je neverjetno veliko število ljudi mrtvih in tako naprej. Torej, kaj je tisto, kar pravzaprav počnete nekako po 6-7 uri popoldne zvečer in dokdaj ta vaš večer pravzaprav traja? Seveda ni znanstvena fantastika oziroma neka velika umetnost razumeti, da če gremo pozno spat, bomo zjutraj malo bolj poklapano vstali. Torej, pričnimo ta ritual, jutranji ritual, ki je tako zelo moderen trenutno po socialnih omrežjih, zvečer. Izjemno mi je všeč navada, moram reči, predvsem pri mladih, ki odložijo mobitel nekako po 8 uri zvečer. Torej, nobenih socialnih omrežij, nobenega klikanja, tipkanja, nobenih klicev, kot razumem. To se mi zdi fajn. Se mi zdi, da smo tako zelo priklenjeni na ekrane. Se spomnim, ko sem jaz odraščala, so govorili, da je treba televizijo zvečer potegniti ven iz elektrike, pokriti z belo rjuho. Govorili so, kako zelo seva tudi na drugi strani stene. Torej je fajn, če smo v bloku, da vemo, kje ima sosed, poleg naše spalnice televizijo, da vsekakor televizija ne sodi v spalnico. No, nekaj 30-40 let kasneje, pa poglejmo. Običajno so televizije v spalnici, vsak ima svoj mobitel v spalnici, da ne govorimo o tem, da imajo že otroci zaslone, da lahko gledajo risanke tudi vsak v svojih sobah, tudi potem, ko odraščajo, za osnovno šolo, za srednje šole, vsak svoj računalnik, vsak svoj mobitel. Koliko imamo nekega sevanja pravzaprav, na katerega niti več nismo pozorni. Koliko izmed vas denimo zvečer izklopi modem in kaj nam to pomaga, če imajo vsi sosedje okoli nas ga vklopljenega. Torej, veliko je takih stvari, ki lahko naše spanje, naš počitek, tudi nas nekako, zmoti. Vse te stvari, ki jih lahko dodamo v svojo večerno rutino, ki so take zdrave navade, so dobrodošle. Seveda učinka ne boste videli takoj prvo noč oziroma prvi večer, ampak nekako, ko se te kapljice združijo v eno lužico, da narečem v morje, pa zagotovo bomo se zbujali malo bolj spočiti, malo bolj čili, malo bolj vedri. Torej, zvečer paziti, kaj jemo, ne prepozno jesti, paziti na kavo, paziti na vse te stvari, ki jih mi že vemo, ampak običajno nismo pazljivi na to, zato uporabljam besedo paziti. Mnogokrat, tako zelo zaprija kavica ob 5-6 popoldne, ker če bi zbrali nekofeinsko. Mnogokrat zvečer prija še kozarček, sploh poleti, piva ali mogoče kakšne druge alkoholne pijače. Mnogokrat smo zvečer zelo šlampasti, kajti smo utrujeni, smo raztreseni in si pravzaprav roko na srce včasih enostavno želimo, da bi se dan že zdavnaj končal. Kaj ni takrat bolje, da si morda privoščite dolgo prho, morda kopel, da greste morda laufat, da morda posedite v naravi, v tišini svojih misli, da si morda date muziko, ki vas požene k plesu, ki vam nekako dvigne vašo dobro voljo. Koliko je različnih načinov,
na katere se lahko zvečer sprostimo in se primerno pripravimo k temu, da gremo spat. Otrokom beremo pravljice za lahko noč, kaj če bi uvedli tudi mi sami eno tako navado in bi prebrali neko navdihujočo zgodbo. A se spomnite Kurje juhice za dušo? Fenomenalne, inspirativne zgodbice so noter. Verjamem, da jo lahko najdete tudi že na kakšni spletni strani, v PDF obliki, da je zato ni potrebno iti v knjižnico, lahko pa si jo enostavno kupite. Kaj pa zjutraj? Zjutraj, kaj je naša prva misel? O moj bog, a je že jutro? A že vrešči naša budilka? A je že treba vstati? Jaz moram reči, da budilke ne potrebujem pri dveh mačkih, ki čim se zdani na Japonskem, presodite, da boste ravno kar umrla od lakote, me kar nekako ob prvih znakih jutranje zore zbudita. Kaj pa vi? Kaj je vaša prva misel? Kaj je vaš tisti prvi obred zjutraj? Ne glede na to, ali smo zaspančki, ne glede na to, ali smo jutranje osebe, ne glede na to, ali smo ga celo noč žurali, dan lahko vedno pričnemo ljubeče. Če tudi je vaša prva misel, o grozen, zdaj pa res treba že vstati, aj že res toliko ura, saj sem šel ravno kar spat, kdo mi je noč ukradel, bolj sem utrujen zdaj kot takrat, ko sem šel spat. Vseeno, tudi če to pomislimo, se lahko potem ustavimo in dan pričnemo lepo. In jaz vem, da to velikokrat lajnem, pa me boste poslušali še enkrat. Kaj če bi vsaj v mislih sami sebe objeli zjutraj? Si povedali, da se imate radi, si zaželeli dobro jutro, si rekli, danes bo super dan. Čeprav sem morda zaspan, pomečkan, še čisto utrujen, to ne pomeni, da v današnjem dnevu se ne skriva nekaj lepega, to ne pomeni, da nismo odprti nekim prijetnim presenečenjem. Torej, kaj če bi dan se navadili pričeti z objemom, s tem, da si rečemo dobro jutro, s tem, da si rečemo danes boš super, s tem, da pravzaprav si vzamemo prvi trenutek za sebe. Jaz pravim, zjutraj, ko se odpravimo v službo ali v šolo ali kamorkoli, ko srečamo sosede, jim voščimo dobro jutro. Ko pridemo v službo, podobno voščimo dobro jutro. Zakaj ne bi sami sebi najprej prvo voščili dobro jutro, si povedali, da ste super, si povedali, da se imate radi in izkoristili te prve sveže misli. Preden se naš naloži, kajti sploh če smo zjutraj zaspani, tudi potrebuje kar nekaj časa, da se do konca naloži, tako kot ta prvi počasni računalniki. Pretentajte ga, uporabite ta čas za kvalitetne afirmacije. O temu je napisan daljši prispevek na moji spletni strani. Posnela sem tudi oddajo o tem, kako kar najbolj kvalitetno svoje afirmacije oblikovati, tako da svoj malo ukanemo in tako da sami sebe malo ne ustrelimo v koleno, kajti včasih se tudi z afirmacijami lahko omejujemo, kajti naš je fenomenalno orodje, ki bo najdel včasih kritiko, ki bo najdel neko oviro tam, kjer je sicer morda ni. Torej, izkoristimo te prve trenutke za nekaj prijetnega. Ne zato, da tarnamo, da je treba spet vstati, ne zato, kaj vse nas boli, ne zato, kaj vse nas čaka danes, ampak zase. Za sebe si vzemite tisto minutko, dve in jaz vam zagotavljam, da boste videli pozitivne spremembe že po nekaj dneh, ne bo treba mesec, 2, 3, 6 čakati, po parih dneh boste opazili, da nekoliko lažje zlezete iz postelje ven. Potem vemo, da je pomembno, da takoj primemo telefon v roke in pogledamo, kdo nam je kaj lajkal, kaj je kdo objavil, kdo je koga prevaral. Vse take čenče moramo najprej pogledati, kaj pravite. A je to primerna hrana za naš Ali morda je bolje, da gremo najprej na stranišče, da popijemo morda mineralno vodo ali pa samo navadno vodo, da najprej sebe sploh prebudimo, nekako nadomestimo tiste zaloge vode, hidracije, ki smo jo po noči izgubili, da vsaj zdajle poleti prevetrimo stanovanje in šele potem, ko si recimo pripravimo čajček, kavico, smuti, usedemo in šele takrat pogledamo telefon. Marsikatere prakse, ko govorimo o kvalitetnem pričetku dneva, ko govorimo tudi o boljši organiziranosti, o tem, kako biti bolj učinkoviti, o tem, kako dosegati stvari, ki smo si jih zadali, veste, presenetljivo veliko teh praks omenja, da zjutraj ni prve pol ure sploh primeren čas za to, da bi gledali svoj mobitel, svoj mail, socialna omrežja, časopis, če smo že pri temu, ampak je pomembno, da sebe zakurbljamo, zaženemo na čim bolj kvaliteten način. Torej, čeprav, tudi jaz,
Nam je zjutraj najbolj mamljivo, ko smo še v topli posteljici, ko se še malo pomečkamo, pogledati na telefon, se dajmo poskusiti navaditi temu izogniti. In resnično tistih prvih 10-15 minut, če ne gre pol urce, imeti za sebe. Mnogi izmed vas, s katerimi se pogovarjam, mi poveste, da radi zjutraj meditirate, da radi zjutraj pogledate sončni vzhod. In a veste, Indijanci pravijo, da čas med nočjo in tistim čarobnim trenutkom, ko končno pokukajo sončni žarki, torej ta jutranja zora, zarja, ta pričetek dneva, je najbolj tih. Tudi takrat ptički ne čivkajo najbolj glasno. In pravijo, da pravzaprav je to čas, ki ga je narava namenila človeku. Zato so oni radi ostali tik pred sončnim vzhodom, da so te dragocene trenutke, ko je naš duh, naš spirit bolj povezan s svojim višjim jazom. Ali zdaj verjamete v Boga, ali verjamete v svetega duha, ali verjamete v karkoli. Vsi imamo dušo, vsi imamo vsi imamo ta neumorni mehanizem, ki melje, ne glede na našo versko izpoved in ne glede na to, kaj mi verjamemo, kako je svet nastal in tako naprej. Ti trenutki so dragoceni. Dragoceni trenutki miru. In poglejte, poletje se zdani vendarle že zelo zgodaj, torej ni nobenega izgovora, da ne bi mogli vsaj pogledati skozi okno pa reči: ej, sonček, dobro jutro, stari moj. Ne nas glih cvret, no, prosim, tele 37, 40 in več stopinj je kar malo veliko, ladi malo, če se le da. Ampak, kaj se ne bi dan lepše začel, če najprej sebe objamete, si poveste, da se imate radi in medtem, ko pijete vodo, pogledate v sonček in se spomnite, da pravzaprav sonce nam daje življenje. In vse je lepše in lažje, kadar sije sonček. In da pravzaprav ste vi sonček svojega življenja. In tudi kadar pada dež, tudi kadar pade tale uničujoča toča, naj bo to opomnik, da lahko vedno ta sonček v sebi, znotraj sebe, vklopimo na različne načine. In tukaj vas bom vprašala, ste že našli način, kako ta svoj notranji sonček vklopiti kar najhitreje? Morda ravno v teh trenutkih, ki si jih boste zjutraj vzeli za sebe, boste našli ta način. Torej, to so neke take zelo splošne smernice, ki verjamem, da nam bodo vsem dobrodošle. Vemo vsi, da tudi zjutraj ni kavo fajn pit, pa vemo, da včasih se pregrešimo. Ampak morda bo pa jutri boljši dan, pa bomo bolj predani temu. Okay? No, zdaj pa dajmo narediti pregled po številu življenjske poti. Število življenjske poti, kot vemo, je seštevek našega rojstnega datuma. Toliko časa seštevamo te cifre, da pridemo do ene same številke. Mojstrska in karmična števila seveda v teh pregledih puščamo nekako ob strani, sicer bi bila ta oddaja popolnoma predolga. In kar pričnimo. Torej, drage moje enke, kot sem že na začetku rekla, ste energična bitja. Za vas velja, da naj bi bili zjutraj polni energije. Ni pa nujno, lahko da se ta vaša energija sprosti, naloži in resnično pride do izraza šele tekom dneva. Za vas je zelo pomembno, da sami dobro veste, kdaj je tisti optimalni čas, ko ste najbolj na najvišjih obratih, ko ste v peti prestavi. Tisti čas uporabite za vsa tista opravila, ki so sicer za vas dolgočasna, suhoparna, se vam popolnoma odveč in se vam zdijo izguba časa. Zakaj? Ker je boste 5-krat hitreje takrat opravili kot sicer. Torej, kako pa pričeti jutro? Tako da pravzaprav, dokler ste še umirjeni in še niste podobni uni puščici, ki leti, razmislite in napravite plan za dan, ki prihaja. Včasih ste malo impulzivni, kadar ste pod stresom, ste kar fajn impulzivni, ste hitri, znate biti zelo bliskoviti, zato se vam včasih zgodi, da vaša energija kar malo zdirka tja. Ne bom rekla, kjer ni doma, čeprav se rima, ampak tja, kjer ni potrebna. Torej, če že zjutraj malo razmislite, v kaj boste svojo energijo usmerili, kaj je najbolj pomembno tega dne, vas bodo težje tekom dneva nekako dražljaji pa možnosti za nekaj zabavnega, za nekaj novega, za nekaj doseč zmotili in premamili drugam. Torej, naj bodo tiste stvari, ki so vam odveč, ki se vam morda, kot sem prej rekla, zdijo kot izguba časa, primarne stvari, da jih najprej naredite, kajti vam energije tekom dneva načeloma ne bi smelo zmanjkati. Torej, kaj je tisto, kar je ključno današnjega dneva?
postaviti si 2-3 smernice in šele potem zakorakati novemu dnevu naproti. Zvečer pa aktivno delati na tem, da se umirite. Kot pravim, ste bliskoviti, ste polni energije, ste dinamični. Tisti, ki pridete k meni na svetovanje, vam vedno znova govorim, pri vas pravzaprav obstaja velika verjetnost izgorelosti, kajti preden se vi ustavite, smo drugi že pod rušo. Torej, tam že ob 5-6 popoldne malo dajati v nižjo prestavo. Število življenjske poti 2. Pri vas je pa tako. Velika verjetnost je, da ste zjutraj malo bolj počasni, da jutro radi pričnete v družbi, se pravi, si vas predstavljam, da se malo radi pocrkljate zjutraj, poljubčkate tiste, ki jih imate radi. Kamor zraven seveda potem sodijo tudi socialna omrežja, treba je takoj pričakirati, kje je kdo kaj povedal, kaj se je komu zgodilo. Torej, vzemite si malo več časa tudi za to vrstne trenutke zjutraj, kar pomeni, potrudite se ostati kakih 10-15 minut prej, da vam ni treba hiteti, da se vam ni treba že takoj zjutraj drugim prilagajati, če vas več skupaj živi in je potem gužva v kopalnici, ampak da si vzamete namerno čas za sebe. Drage moje dvojke, zelo dobri prijatelji, sodelavci, partnerji ste, zelo radi druge postavljate na prvo mesto, včasih celo do te mere, da svoje mnenje celo malo zadržite in počakate in potipate, kakšne so vode pri sogovorniku, zato naj bo jutranji čas vaš. Zato naj bodo prve minute, trenutke dneva namenjeni vam, zato se vprašajte, kako se počutim, kako sem kaj, česa si želim v današnjem dnevu, kaj je tisto, kar potrebujem za sebe. Torej, naj tista prva, da ne rečem deviška energija dneva, bo vaša. Preden se pričnejo kolesja vsakodnevnih obveznosti, naglice in tako naprej, ki vas kar nekako včasih posrka v sebe. Torej, ko si zjutraj postavite neke 2-3 oporne točke, po katerih se potem tekom dneva ravnate, ki so usmerjeni v vas, vam bo vedno znova lažje tudi priti nazaj k sebi, do sebe in se vprašati, stari moj, ljubika, kako si kaj? Tudi to je zelo pomembno, da sami sebe čim večkrat tekom dneva vprašate, kako ste kaj, kajti tako boste tudi, ne bom rekla pravilneje, ampak upam, da presodili, kdaj pa bi bilo fajn iti prej spat, kdaj pa morda bi bilo fajn zvečer skenslati kakšno kavico in druženje ali morda kakšno obveznost, zato da enostavno si že ob 6 popoldne malo odpočijete od trušča in hrupa drugih in se vrnete preprosto sami k sebi. Število življenjske poti 3. Drage trojke, podobno velja tudi za vas, ampak bolj v smeri domišljije. Se pravi, za vas je pa jutro fenomenalen čas. Za pozitivno razmišljanje, za afirmacije. Če imate vision board, ustvarjajte v svoji glavi. Vi vision boarda pravzaprav niti ne potrebujete. Vaša domišljija je tako zelo bujna. Se pravi, jutro je za vas idealen čas za sanjarjenje in potem seveda tudi tik preden zaspite. Se potopite v svoje sanje, v vse to, česar ste si želeli v otroštvu, vse tiste scenarije, ki se vam lahko trnejo takole in tako boste dan pričeli na zelo pozitiven, pravlični celo, če želite, način in ga tako tudi zaključili. Seveda bo to zelo pozitivno vplivalo na vaš spanec in vašo regeneracijo, predvsem pa tudi na to, kar se mi zdi še bolj dragoceno in kar ve, drage moje trojke, veste, da jaz rada ponavljam, domišljija gre lahko v plus ali v minus. In ker je vaša domišljija zelo bujna in vedno ustvarjate, seveda je potrebno biti pozoren na to, da jo čim bolj aktivno usmerjate v pozitivni, optimistični smeri. Tekom dneva se nam lahko marsikaj zgodi, lahko nas marsikaj zmoti, razočara, mora tudi prizadene. In naša domišljija bo takrat urno skočila v negativni smeri. Torej, dajte dan pričeti na način, ki domišljijo usmerja proti lepim cvetkam in ne proti trnjem in šavju in vsemu tistemu mračnemu, kar tudi zna domišljija seveda še kako pozitivno in kako kreativno ustvariti. Torej, naj bo vaš dan, vaš jutro, vaš večer namenjen sanjarjenju o vsemu lepemu. Če se bo po noči kaj grdega sanjalo, če ste v obdobju, ki je zelo negativno, ko vas pestijo skrbi, ko vas je strah, kaj vas vse še čaka, se dajte spomnite tiste lepe trenutke, ko ste bili v redu. Pejte nazaj v tisto energijo, pomagajte si s to vašo bujno, močno domišljijo tudi pri zdravljenju. In kot sem že omenila, zjutraj naš um še ni polno naložen. Zjutraj naš um nam ne bo tako
v isti sapi, kot mi pomislimo nekaj lepega, postregel z nečim grdim, torej izkoristite teh prvih 10-15 minut enostavno, zato da negujete lepo, pozitivno in optimistično znotraj sebe in potem ta sonček ponesite s seboj v svet. Število življenjske poti 4. Drage moje štirke, načeloma tudi za vas velja, da zjutraj niste ravno najbolj urne, niste najbolj ravno take, ki bi kar skočile iz postelje kot sneta skira in dirkale v nov dan. Ste pa, število 4 povezujemo z zdravjem, zdravimi navadami, torej ste osebe, ki naj bi zjutraj predvsem se posvetile zdravi prehrani, torej čim bolj zdravim napitkom, čim bolj zdravemu zajtrku, če se le da tudi razgibavanju. Se pravi, sploh za štirke velja, da naj bo začetek dneva preprosto zdrav in stvar rutine. Ste bitja, ki najdete varnost včasih ravno v rutini, zato si tisti, ki pa imate število duše 4, veste, da zelo radi vztrajate v odnosih mnogo predolgo, če točno veste, kaj se bo zgodilo, če tudi vam to ne bo najbolj pogodu, kot da bi se podali v neke potencialno nevarne, predvsem pa nepoznane situacije. Torej za štirke je pomembno, da imate zjutraj možnost dan začeti, če ne enako, pa vsaj podobno kot sicer. Se pravi, da imate neko svojo dobesedno rutino, običaj, ki naj vsaj nekaj zelenega vendarle vključuje. Ali je to zeleni čaj, morda zeleni smuti, tako zjutraj že lahko špinačo napumpate svoje žile, da tako rečemo. Torej za vas je ključnega pomena, da poskrbite za svoje telo že ob pričetku dneva. Torej čim bolj zdrave navade, pa umirjeno jutro. Ne da je takoj zjutraj že vik in krik in trušč, ne da je takoj zjutraj že treba hiteti, ampak da si lahko vzamete čas za sebe. Torej, drage moje štirke, to se prične zvečer, nobenih akcijskih filmov, dram, grozljivk, ampak nek umirjen, tudi tukaj bomo rekli skoraj da lahko ritual in običaj, kako sebe zvečer umiriti in potem pospremiti v deželo sanj, da se lahko zjutraj čim bolj mirni in polni nove energije prebudite. No, število življenjske poti 5, drage moje petke, vi pa ste vendarle dinamične, vi pa potrebujete ravno obratno, morda vsako jutro nekaj drugega. Se pravi, jaz bi vam svetovala, da en dan delate morda zjutraj pilates, drug dan aerobiko, tretji dan morda meditirate. Torej, ta možnost spremembe dinamike, spontanosti zjutraj je zelo pomembna. Kar ima nekoliko slabšo plat, da se vam lahko zgodi, da zjutraj sami sebi hodite po nogah, ker želite toliko stvari še narediti in toliko stvari vas morda kar nekako premami ali pa zmoti. Torej za vas, kakorkoli vam to morda ne bo všeč, pa je dobrodošlo, da imate vse prve minute neko rutino, vsak dan isto. Se pravi, tako kot smo ob začetku rekli, dajte se malo pocrkljati, stisnite se k sebi, povejte si kakšno lepo misel, ponovite nekaj afirmacij, preden potem dan pričnete vsak dan malo drugače. Jaz mislim, da ravno to, da ni monotono, da ni vsak dan isto, je tisto, kar je za vas poživljujoče, naj pa to ne bo zamujanje v službo vsako jutro posebej. Lahko pa svoje jutre popestrite s tem, da greste en dan po tej poti do službe oziroma do šole oziroma do svojih obveznosti, drug dan po druge. Morda boste šli en dan s kolesom, en dan s skejtom, en dan z avtobusom, en dan peš, en dan boste tekli. Torej naj bo ta razgibanost zjutraj tista, ki doda malo draži vsakemu jutru. To lahko pomeni tudi, da boste zjutraj veliko bolj živahnih barv oblečeni, morda imate kako jopico zelo kričečih odtenkov, ki vas bo zjutraj poživila, takrat, kadar ste poklapani. Jaz vem, da to velja za vse nas, žive barve nam dajo malo več energije, rdeča nam da malo več poguma, ampak predvsem za petke to velja. Petke potrebujete dinamiko, zato je včasih zvečer izziv iti spat, ker ura kratkole zdirka in kar naenkrat je ura 1, pa 2, pa 3 zjutraj, pa je treba vstati. Torej, ravno zato pa včasih so neke rutine, neke zdrave, dobre navade dobrodošle, da se vsaj do neke dogledne ure spravimo med rjuhe. Drago število življenjske poti 6, veste, da vam je na prvem mestu dom, družina, se pravi dan radi začnete obdani s tistimi, ki jih imate radi, zato posebej za vas velja, da dan pričnite zdravo, lepo, toplo, zrelo ljubeznijo do sebe. Torej tiste šestice, ki v zadnjih letih
kar močnih izzivov tega števila, morda čutite, da še vedno niste dovolj naredili na ljubezni do sebe, izkoristite jutro točno za to. Morda boste posekli po kakšni dobri knjigi za osebnostno rast, pa si boste navili budilko pol ure prej in si boste vzeli ta dragoceni čas za sebe. Meni se je to nazadnje zgodilo s knjigo Marie Forleo. Kako je že slovenski naslov, mi je pa zdaj le všel. Everything is figure outable. Jaz sem vstajala ob 4 zjutraj, pa si nisem rabila budilke naviti, sem se kar samo od sebe zbudila. To mi je bila dobra knjiga, to je bil edini čas, preden se je diren dan dneva začel, ki sem ga jaz imela resnično za sebe in sem z užitkom to knjigo brala. Torej, najdite nekaj podobnega, da lahko dan pričnete tako, da pravzaprav obogatite sebe. Preden odjadrete dnevu naproti, v katerem boste tako kot mama koklja poskrbi za svoje piščančke, tudi vi pričeli tako, da boste poskrbeli za druge. Naj bodo zadnje minute dneva in prve minute dneva vendarle namenjene vam, ne pri temu imeti občutka krivde, saj vemo, če ne znamo poskrbeti za sebe, bomo le na pol lahko poskrbeli tudi za druge in potem naslednja faza je, da bomo tako razdražljivi, preutrujeni in prekorjeni, da morda bomo kar malo bevskari namesto, da bi bili vsaj razumevajoči. Torej, drage šestke, najdite način, kako lahko zjutraj kakšnih 15-20 minut namenite sebi in nečemu dobremu za vas. Se pravi, tukaj je osebna rast ključnega pomena. Podobno velja tudi za število življenjske poti 7. Drage moje sedmice, vi obožujete osebno rast, obožujete branje, torej le kako bi lahko bolje pričeli kot ravno s tem, pa ne z branjem tračev, ampak z branjem kakšne kvalitetne knjige. Predvsem za sedmice velja, da zjutraj potrebujete svoj mir, se pravi nobenega džumbusa, hrupa, razvrata, krikov in tako naprej. Za sedmice še posebej velja, da naj bi zjutraj meditirale, pa tudi zvečer. Se pravi, ključnega pomena je tisti mir, umirjenost, čas za sebe. Čas, ko lahko dejansko slišite svoje misli, jih prepoznate, jih razvozlate, jih analizirate. Tekom dneva je toliko stvari, ki se nam jih lahko zgodijo. Vaš um je še posebej močen, vaš um seveda lahko tekom dneva, če ste preutrujeni, če ste prizadeti, če se vam malo preveč dogaja, še kako hitro zdrvi v smeri dvoma, v smeri mogoče tudi pretirane analitičnosti in perfekcionizma. Drage moje sedmice, tiste, ki do sedaj še niste pogledali oddaje o perfekcionizmu, zakaj je lahko škodljiv in kako si pomagati, ko ta večni nisi dovolj dober, hiter in tako naprej. Kako to premagati? Pobrskajte med mojimi oddajami na YouTubeu v zavihku Osebnostna rast. Dan in večer pa pričnite čim bolj umirjeno. To je tisto, kar vam daje energijo. Se pravi, pejte zvečer v naravo, prisluhnite ptičkom, če se le da jim neste vodo, pa malo hrane, ptički, veverice in tako naprej vam bodo hvaležni. Jutro pa tudi pričeti podobno. Če imate le možnost vstati s sončnim vzhodom, iti v naravo, se povezati dobesedno s spiritom. Število 7 povezujemo z mističnostjo, z duhovnostjo, z misticizmom, se pravi te dragocene trenutke, ki so še ne obarvani z domišljijo in z našimi obrambnimi mehanizmi, uporabite torej v svojo prid. Število življenjske poti 8, tudi osmice ste rade energične, organizirane, vedno zaposlene, vam pa res nikoli ni dolgčas, torej predvsem za vas velja, podobno kot tudi za enke. Jutranji čas naj bo čas, ko zajemite še to čisto energijo, neobremenjeno z vašim egom. Število 8 vedno prinaša izzive ega, torej drage moje osmice, naj bo to čas, ko odložite ego, pričakovanja, lastno vrednost, lastno dragocenost, kaj ste že naredili, kaj še imate za narediti, o moj bog, kako ste počasni in tako naprej. Odložite to. Drage moje osmice, naj bo jutro čas, ko ste samo vi. Ko ni pomembno, kakšen naziv imate, ni pomembno, kaj vas ta dan čaka, ni pomembno, kako se je včerajšnji dan končal, ampak ste preprosto vi, čudoviti, prečudoviti in dragoceni, točno takšni, kot ste. Je že res, da osmice znate izpasti zelo samozavestno in tudi samozavestni ste. Velikokrat pa v sebi nosite veliko rano lastne dragocenosti, vrednosti, ki je šlo malo v minus. Se pravi, dan lahko daleč najbolj kvalitetno pričnete tako, da si poveste, da ste dragoceni, točno takšni, kot ste in da noben poraz, da noben spodrsljaj ni konec sveta.
Torej, naj bo zjutraj tisti čas, ko še ni ciljev, ko še ni dosežkov, ko še ni nobenih delovnih načrtov in tako naprej, ampak ste preprosto samo vi. A bo šlo? Drage moje osmice, veste, da uravnovešate duhovno in materialno, ampak običajno zjutraj tisto duhovno prevladuje, zato je kolikor časa je le možno fajn ta ego malo umiriti in odriniti stran, kajti tekom dneva se bo še kako oglasil. In še število življenjske poti 9, ste sočutne dušice, zelo rade zajemate tujo energijo, torej naj bo jutro čas, ko je še vsa ta vaša košarica, da tako rečemo, prazna. Preden pričnete zajemati energije, vibracije, zaznavati okolico, zaznavati, kaj vse je narobe v svetu, kaj vse je narobe v vašem življenju, kaj vse bi sosedje lahko boljše naredili in tako naprej, naj bo to dragocen čas, ko se vprašate, kaj pa lahko jaz dobrega storim tudi za sebe. Se pravi, dan pričnimo z belim platnom, večer pa s tem, da spuščate. Če si zdaj predstavljate devetko, ta repek je tako kot, če si predstavljamo zdaj, kako žanjejo na njivi. Gre pa se jame vse. Pšenico, travo, plevel, kamenčke, tudi kakšno živalico, nažalost. Torej, spustite zvečer tisto, kar ni vaše. Večer je predvsem zelo dober čas za vas, za energijske vaje, očiščevanja, za meditacijo spuščanja, za meditacijo rezanja vezi. Jutro pa je fenomenalen čas, da dejansko sebe napolnite z energijo. Torej, kako lahko vi v svojo košarico zjutraj položite čim več sočutja, ljubezni, razumevanja tudi sami do sebe, ne samo do drugih. Zelo pomembno pa je, kot sem rekla, da znate in se naučite in se tega tudi držite, zvečer tujo energijo spuščati, čistiti, odložiti in ne seboj nesti v noč. Kajti po noči, ko spimo, je naša podzavest še posebej aktivna in takrat ponotranjamo stvari. Zato se tudi najlažje zvečer učimo. Najhitreje si stvari zapomnimo, če zvečer beremo. So pa pravijo, da je treba dati zvezek pod blazino. Torej, drage devetke, jutro se prične zvečer. To je bil pregled od 1 do 9. No, za vse nas se jutro prične zvečer in jaz verjamem, da v vsakem temle na svetu, ki smo ga delili od 1 do 9, smo se malo našli. Predvsem je pomembno, da si zvečer vzamemo čas, da se sprostimo, tako kot se oprhamo, umijemo zobe, podobno dajmo očistiti naše misli, grdih kletvic, pa predsodkov, pa kritik, pa vsega tega, kar se je v njih nabralo tekom dneva, dajmo čim bolj spuščati. In potem jutro resnično nameniti sebi in tiste prve misli izbirati tako zelo pazljivo, kot bi ravnali s svojim dojenčkom. Torej, dragi moji, jaz vam želim čudovita prebujanja v vsak nov dan, ki naj bo enostavno vaš.